Ja, na vsako potovanje oziroma počitnice se je dobro skrbno pripraviti, še posebej, kar se tiče zdravil, oziroma še posebej takrat, kadar smo kronični bolniki in uporabniki zdravil, je seveda treba najprej razmisliti o tej kronični terapiji, ki jo moramo imeti s seboj. Treba je razmisliti, kam gremo, za koliko časa gremo in si seveda pripraviti vsa zadostne količine zdravil. Zdravila morajo biti spakirana v originalnih embalažah, priložena morajo ostati navodila za uporabo, če se nam kaj zmede oziroma da moramo na hitro kaj preveriti ali poiskati kakšno informacijo, da imamo verodostojen vir za to pri sebi. Potrebno je razmisliti o količini potrebnih zdravil, ki jih pač v tem obdobju bomo potrebovali, z neko minimalno rezervo, če obstaja kakršnakoli možnost, da se nam potovanje kaj zavleče. To je predvsem na potovanjih so te zadeve bolj rizične, ne toliko na počitnicah. To, kar se tiče zdravil, poleg teh kronične terapije je pa seveda treba pomisliti na težave, ki bi se nam znale zgoditi v tem času. Najpogostejše so seveda prebavne težave, lahko je driska in z njo povezana tudi dehidracija, za kar je potrebno se zavedati, da je treba nadomeščati zadostne količine tekočin in elektrolitov, torej vedno pomislimo tudi na rehidracijsko sol. Potem obratno, nekateri so nagnjeni izrazito k zaprtjem, kadar spremenijo okolje, tako da tudi v teh primerih se je potrebno pozanimati v lekarni, katera so najprimernejša odvajala, običajno bolj blaga odvajala za te zadeve. Potem, če nam je na potovanju rado slabo, še posebej je to prisotno pri otrocih, obstajajo pač sredstva za blaženje teh težav in tudi o tem se pozanimamo v lekarni. Potem so pogoste kakšne želodčne težave, spremenjena prehrana pa to, urniki spremenjeni vodijo lahko k želodčnim težavam. Potem so te klasične težave, če se kaj opraskamo, če kaj pademo, če nas piči kakšna žuželka, če dobimo klopa. Tako da v tem primeru tudi na vse to pomislimo, da si zagotovimo sredstva za lajšanje teh težav. Predvsem pa se moramo zavedati, kako preventivno funkcioniramo, da do tega seveda sploh ne pride. Pri tem imam najbolj v mislih težave zaradi sonca oziroma prevelike vročine. Najbolj učinkovite so mehanske zaščite, torej da se sploh izogibamo najbolj vročim delom dneva, da se ne zadržujemo takrat na soncu. Če ne gre drugače, se seveda vse dele, ki lahko najbolj učinkovito zaščitimo z obleko. Zdaj, kar je pa ostalo, pač roke, obraz, pa seveda z zaščitnimi kremami, na katere pa res ne smemo pozabiti, pa zaščitna očala, pa pokrivala. Tako da, vkolikor se pa vseeno zgodi kakšna nerodnost, pride do sončnih opeklin, pa seveda moramo na to računati in vzeti s seboj kakšna sredstva za blaženje pač teh težav.